Glejte, jaz se s to oceno seveda strinjam in sem tudi sam že večkrat javno opozarjal na to, pisal pisma predsedniku vlade in podobno. V razmerah, kakršne so bili v uporabi načini, tehnike varčevanja, ki prvič niso dopuščali veliko domiselnosti v smislu prostora, kjer se je iskalo rezerve, in drugič, ki tudi niso dali zadovoljivih rezultatov, če pogledamo naš proračunski položaj v tem času. Seveda, to je slaba novica in hkrati na nek način metaforično rečeno dobra novica. Slaba novica, ker pač bo treba v prihodnjem letu, dveh, doseči neke pomembne premike v smislu uravnoteženega proračuna. Tega se ne da doseči čez noč, ampak to je smer, v katero moramo iti. To je tudi smer, ki jo določa Evropska unija s temi svojimi zadnjimi odločitvami, sprejetimi prejšnji teden, ki seveda predvidevajo tudi spremembo pravnega sistema Evropske unije, tudi avtomatizem sankcij za neizpolnjevanje proračunskih projekcij usmerjenih k uravnoteženim proračunom. Tu seveda Slovenija ni doslej opravila svojih nalog dovolj dobro. Mi smo imeli proračunske projekcije, na katere so bila vezana ta varčevanja v obrambnem sistemu, ki pa se potem niso uresničile iz razlogov, ne iz razlogov, ker bi se varčevalo pri obrambi premalo, ampak iz razlogov, ki niso imele nobenega opravka z obrambnim sektorjem. Skratka, tu imamo problem in to je slaba novica. Seveda dobra novica, metaforično rečeno, je, da je ta problem prišel do točke, ko ga je treba začeti reševati. In zdaj, ko govorimo o reševanju, se nam tu pojavlja eno temeljno vprašanje, ki je pomembno za vsa področja javne porabe. Mi se nismo dobro dogovorili o tem, kaj je varčevanje. Naj se to ne zdi preveč, ko bi rekel, akademsko, abstraktno vprašanje. Mi smo se navadili določenih načinov varčevanja, ki so najbolj, ko bi rekel, preprosti. Nismo se pa znali opredeliti za varčevanja, ki pomenijo jasno definiranje prioritet in zaporedi, znotraj katerih je seveda nujno najti tudi možnost investicij. To, da takega varčevanja nismo znali narediti doslej, je slabo, ker to pomeni, da tudi zaposlitvenih možnosti ne ustvarjamo, ker navsezadnje investicije niso same sebi namen, investicije niso čisti izdatek, investicije so tudi način, kako se zagotavlja rast in delovna mesta. In mi smo zdaj na točki, v kateri bomo morali to prakso dosedanjih metod varčevanja spremeniti. Ta točka sovpada seveda s spremembo vlade, do katere prihaja zaradi rezultatov volitev, in jaz verjamem, da bo to ena najtežjih, vendar hkrati najpomembnejših in najbolj prednostnih nalog nove vlade. Mi bomo morali na vseh področjih, položaj ni dosti drugačen, je lahko manj kritičen, ni pa v svoji naravi, v svoji kvaliteti drugačen na recimo področju javnega zdravstva. Tudi tam bomo morali videti, katere investicije imajo prednost, zato ker jih najnujneje potrebujemo in zato ker skozi njih pomaga krepiti rast. To je seveda veliko težje narediti, kot se to reče. Vemo, da je sedanja vlada to poskušala, saj cela ideja programskega proračuna je bila zasnovana na tej osnovi. Vem, da je Ministrstvo za obrambo zelo resno delalo na svoji vključitvi v ta programski proračun. Programski proračun je na nek način nastal kot kompromis, ki ni čisto zadovoljiv in predvsem ni mogel ali ni bil uresničen na način, kot je bil zastavljen. Verjetno bomo v prihodnje morali iti bolj radikalno v smeri, ki jo je nakazala ideja programskega proračuna, verjetno bo treba to konkretizirati, narediti prioritete drugače in seveda znotraj tega poiskati tudi točke investiranja. Jaz sem zato govoril v svojih izvajanjih o naši obrambni industriji, ki je ne smemo zanemariti, za katero vem, da ni odločilnega pomena za naš obrambni sistem, ampak je seveda pomembna s stališča našega pristopa k razvoju, katerega del je obrambni sistem. In tu verjamem, da bo veliko nalog za vlado. Tisti, ki ste izkušeni, ki imate dolga leta prakse s proračuni, veste, kako težko je tu doseči spremembe. In verjamem, da je precej skepticizma med vami in tudi sicer glede takih, rekel bi, pričakovanj,
vendar časi so nas pripeljali v položaj, v katerem ne bomo imeli izbire, kot je pred tem, da vendarle prioritete določimo na bolj prepričljiv način in tako potem tudi zagotovimo naš nadaljnji razvoj. Zato se mi zdi zelo pomembno, da je obrambni sektor tako tesno integriran v naša razvojna prizadevanja nasploh. Seveda bom pa jaz, to vam lahko že danes povem, nastopal s temi pogledi javno, kolikor lahko moja beseda kaj pomaga, bo ta seveda na voljo.